Strokovni posvet Zavoda Domanja Puconci. Nadgradnja projekta Gourmet over Mura. Začetek gradnje večnamenske športne dvorane v Gornji Radgoni. Spoštovani gledalci in cenjene gledalke, lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji televizije AS Dogodki. Strokovni posvet medinstitucionalno sodelovanje in predstavitev zakonodaje, ki ga je organiziral Zavod Domanja v Puconcih, je bil namenjen ozaveščanju o nasilju nad starejšimi. Tam smo bili tudi z našo kamero. Zavod Domanja Puconci je ob svetovnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi organiziral strokovni posvet, kjer so se povezali s pristojnimi institucijami. Direktor Zavoda Domanja je povedal. Ja, ta posvet ima dva pomena dejansko. Prvi pomen je, oziroma namen je ta, da naredimo en ta posvet o ozaveščanju nasilja nad starejšim, ker je dejansko to ena pereča problematika, pred katero si marsikdo zatiska oči, se pa vsakodnevno dejansko ta problem pojavlja pri vseh nas. Kot drugi pa je dejansko to en vodni posvet, vodni dogodek v sklopu enega projekta, katerega želimo izvajati oziroma katerega bomo v letošnjem letu 2020 izvajali do konca leta v občini Puconci. Gre pa za ene vrste razpršenega dnevnega centra aktivnosti, kar pomeni dejansko, da bomo skozi celo leto vsak mesec oziroma na tedenski ravni v občini Puconci na različnih lokacijah izvajali različne tematske sklope od delavnic, predavanj, športnih iger, ki bodo dejansko tudi namenjeni ne samo starejši populaciji, ampak tudi mlajši, torej da bo šlo za neko medgeneracijsko sodelovanje. Ena izmed pristojnih institucij, ki pomaga žrtvam nasilja, je tudi Center za socialno delo Pomurje. Nasilje nad starejšimi je pogostejše, kot si mislimo. Prihaja v vseh znanih oblikah nasilja v družini, tako psihično, fizično, ekonomsko, tudi spolno nasilje, na žalost. Zdaj v Sloveniji nekih statistik prijavljanja nasilja nad starejšimi se ne beležijo. Tisti primeri, ki pa pridejo do nas, torej do Centra za socialno delo Pomurje, lahko rečemo, so sam vrh ledene gore. Stiska starejših je zelo velika, predvsem zaradi nasilja. Tukaj opažamo, da je velika problematika v tem, da težko pridejo starejši. Za nasiljem starejšimi je značilno, da se dogaja v zaprtem krogu, v domačem okolju, za štirimi stenami. Prvi tisti posredovalci, ki lahko opazijo, so socialne oskrbovalke. Temu je tudi namenjen današnji posvet, da jih opolnomočimo, da vedo, kako odreagirati, na koga se obrniti, kako sploh govoriti s starostnikom, kakšna vprašanja postavljati, da ne greš takoj v intimo. Nekako tudi opažamo, da so povzročitelji nasilja nad starejšimi ožji družinski člani. Prihajajo iz sorodstvenega razmerja, mama, hčerka, vnuk, dedek. Tako da ja, zelo pomembno se nam zdi to kroženje, informiranje javnosti in podajanje teh informacij. Nasilje nad starejšimi pa zaznavajo tudi na Policijski upravi Murska Sobota. Nasilje nad starejšimi se dogaja tudi v Pomurju, kot vseh regijah v Sloveniji. Seveda so zelo ranljiva skupina, tako kot otroci, in seveda s tem današnjim posvetom želimo jim predstaviti, kako policisti in pa druge inštitucije zaznavajo nasilje v družini, posebej nasilje nad starejšimi. Nasilje nad starejšimi so pač več oblik in vrst in pa seveda, kot sem že omenil, so zelo ranljiva skupina in katerim namenjamo posebno namen. V Pomurju deluje skupina za preprečevanje nasilja v družini za Pomurje in ena izmed teh usposabljanj, ki jih ta skupina vrši, je tudi predavanje vsem starostnikom, kaj so vrste in oblike nasilja nad starejšimi, od ekonomskega, fizičnega, verbalnega, v bistvu kot za vse druge vrste in pa seveda kot oni, kot so posebej ranljiva skupina. Na strokovnem posvetu so sodelovali predstavniki CSD Pomurje iz enote Murska Sobota in Policijske uprave Murska Sobota, predstavili pa so medsebojno sodelovanje in zakonodajo.
Gourmet Over Mura, projekt 7 pomurskih ponudnikov, je povabil k sodelovanju ponudnike butičnih nastanitev, namenjenih zahtevnejšim gostom. 7 stalnih in najbolj vidnih pomurskih ponudnikov, ki jih druži projekt Gourmet Over Mura, je predstavilo nadgradnjo le-tega. Z željo po sodelovanju in povezovanju so k sodelovanju povabili 19 ponudnikov s primerljivo kakovostnimi butičnimi nastanitvami. Zakaj naj torej nekdo obišče Pomurje? Posebni smo zato, ker izražamo res gostoljubje, pristnost, povezani smo z lokalnim okoljem, zato je tudi nastala v tem trenutku ideja, da povabimo manjše butične nastanitvene ponudnike, da se nam pridružijo in da res, če dobimo gosta v Pomurje, da ga nimamo tukaj samo en dan, da ni samo v tranzitu, ampak da ga zadržimo dan, 2, 3, 4, ker ima res kaj za početi. Ponujamo jim zelo lepo naravo, več tudi drugih aktivnosti, kjer se lahko sproščajo za kakšno športno aktivnostjo in pa seveda najbolj poudarek je na tem, da imamo več dobrih gostiln, tudi dobrih turističnih, dobrih kmečkih turizmov, dobre vinarije, pivovarje, pridelovalce olja, vsega tega je pri nas veliko. Mreža 7 ponudnikov se širi. Zakaj so se odločili za ta korak? Mi smo enostavno, zdaj vidite, kakšni časi prihajajo, povabili še ostale ponudnike turističnih namestitev, prav zaradi tega, da si med sabo pomagamo. Mi že zdaj želimo, da gostje doživijo več v naši regiji, kot je Tanja lepo povedala, da tudi vejo, da na obeh straneh reke Mure se da veliko stvari doživeti in to pripomore, da bojo prespali na večjih lokacijah, spoznali več različnih zgodb od vsake hiše. Tako da smo zelo veseli, da se jih je, vidite, danes je polno predprostor Expanoja, dosti odzvalo. Direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak o Pomurju pravi. Tukaj vidim Pomurje kot odlično destinacijo, kjer se prepleta seveda ta naravni faktor zdravilišča z gastronomijo, vrhunsko gastronomijo, kar vidimo, kar dokazujete tudi s takimi ekskluzivnimi projekti, kot je Gourmet Over Mura, in pa tudi aktivnostmi. To so danes zadeve, se pravi gastronomija, aktivne počitnice, pa seveda programi dobrega počutja. Vemo, da se prebivalstvo stara, da si želijo tovrstnih programov in kombinacija tega je zmagovalna. Zakaj pa so butične nastanitve bolj privlačne od klasičnih? Današnji gostje iščejo, predvsem želijo sobivati z naravo, želijo si mira in naše tišine. In prav to moramo jim ponuditi obenem, pa jih zelo zanima naše življenje, kako živimo in zelo radi so tudi del našega vsakdana. Tako da morajo naše nastanitve ponujati prav to. Kako se lahko Pomurje kot destinacija butičnega turizma še bolj izkaže? Butični turizem, ko ste ga pa omenili, je pa, se mi zdi, rdeča nič že skozi Gourmet Over Mura, kjer globalno gledano, to pomeni, danes imate veliko dobre ponudbe po celem svetu, mislim, da danes že zelo veliko ljudi potuje po celem svetu, ljudje iz Goričkega se ne rabijo, oziroma iz Prekmurja se ne rabijo več počutiti na nek način malo zapostavljeno. Mislim, da mlada generacija, govorim predvsem o generaciji, ki je že predstavljala Gourmet Over Mura, je to prepoznala pred časom in seveda je to globalnost in to svetovljansko, to pomeni ponudbo, kvaliteto ponudbe prinesla v Prekmurje in seveda tlakovala pot tudi drugim. Mi smo pravzaprav sledili seveda tej filozofiji, uspeli narediti nekaj dobrega in prepričan sem, da bomo tukaj v tem sodelovanju, ki nas seveda zelo veseli, na to še veliko nagradili. Ideje neverjetno veliko in seveda dobiti gosta, tako kot je že rekla govornica v prvem delu, da je največja umetnost zadržati. To pomeni turiste v območju, ki mu lahko tako veliko ponudimo in prepričan sem, da nam bo to uspelo. Ob tej priložnosti je župan mestne občine Murska Sobota, ki projekt tudi podpira, čestital gostilni Rajh. Jaz bi vsem generacijam družine Rajh čestital najprej za prestižno Mišlenovo priznanje. Izjemno smo ponosni, da ste ga prejeli in izjemno dobro vemo, koliko generacij je delalo za to, da ste dobili to priznanje. Čestitke in en aplavz, prosim.
Pomurje torej ni le termalna destinacija, s ponudniki, ki so se zbrali v projektu Gourmet over Mura, pa to vsekakor dokazuje. Kar se je začelo kot samo iniciativa 3 lokalnih ponudnikov, je preraslo v uspešno zgodbo, ki je že zdavnaj prerasla lokalni pomen. Želje športnikov številnih generacij v Gornji Radgoni so s položitvijo temeljnega kamna za večnamensko športno dvorano postale resničnost. V Gornji Radgoni so na slovesen način položili temeljni kamen ob pričetku gradnje večnamenske športne dvorane ob osnovni šoli. Le-ta bo zadovoljevala standarde in normative šolskega športa, hkrati pa bo nudila izvrstne pogoje za izvajanje številnih športnih panog. Z izgradnjo, ki se bo pričela 22. junija, izvajalec del je GDO, Gradnja, Dom Okolje, DO, se bodo uresničile želje športnikov številnih generacij v tem obmejnem mestu. V sklop izgradnje nove večnamenske športne dvorane, katere površina bo skorajda 1500 kvadratnih metrov, je vključena tudi rekonstrukcija obstoječe šolske telovadnice. Na predstavitvi projekta je Stanislav Rojko o veliki in pomembni investiciji lokalne skupnosti povedal. To je tisto, kar danes nekako zapiramo in rečemo, zasadili bomo lopate in pričeli graditi. Investicijo, ki bo v naslednjih 2 letih, upam, končana, ki bo vredna 4,5 milijone, saj taka je približna ocena vrednosti del, ker dokončne še nimamo. Vemo samo za gradbeni del, koliko bo stal, ne vemo, koliko bo stala notranja oprema, ta trenutek ne vemo, na kak način bomo potem dokončno, ko bo dvorana stala, izvedli tudi okolico samega prostora, kjer bo stala nova dvorana in na kak način bo pozneje še mora biti kaj rečeno, si predstavljamo tudi preurediti sedanjo šolsko telovadnico v nekaj drugega, kot je danes. Občina je poleg lastnih finančnih sredstev v proračunih dodatno pridobila nepovratna sredstva Ekosklada in Fundacije za šport, medtem ko je zaradi izrednih interventnih ukrepov razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bil razveljavljen in pričakujejo ponovitev razpisa in s tem dodatna sredstva. Dinamika izvedbe je predvidena v 2 fazah. Prva faza izgradnje naj bi se končala meseca junija prihodnjega leta, druga z rekonstrukcijo obstoječe telovadnice pa leto kasneje, junija 2022. Nova športna dvorana, ki bo na tribunah nudila prostor 530 obiskovalcem, bo izredna pridobitev za učenke in učence osnovne šole Gornja Radgona, kar je izpostavil Dejan Kokol, ravnatelj šole. Dogodek, katerega bomo dočakali danes in seveda s ponedeljkom, ko bomo tudi praktično pričeli s samo izgradnjo, je tako velik, da enostavno je to nekaj, kar bo ogromno prispevalo v dobrobit naših učencev, naših zaposlenih in seveda celotne širše lokalne skupnosti. Dolgoletna prizadevanja lokalne skupnosti za tovrsten športni objekt so kulminirala s podpisom gradbene pogodbe o izgradnji in položitvijo temeljnega kamna. Ob robu dogodka Stanislav Rojko, župan občine Gornja Radgona, o tem, kaj je bilo odločilno za realizacijo. Odločilno je bilo v bistvu to, da preprosto nismo smeli več čakati. Mladi, ki so prihajali in odhajali iz našega mesta, so rekli, danes potrebujemo to, kljub temu, da nikoli ni denarja dovolj, kljub temu, da bomo del te dvorane finančno morali pokriti z dolgoročnim zadolževanjem, smo rekli, ja, zdaj je pravi trenutek, želimo dvigniti nivo šolskega športnega pouka, želimo dvigniti nivo športa v naši občini, imamo izjemno dobro ponudbo športov oziroma prostorov za šport na prostem, imamo pa zelo slabo ponudbo tega, kar je pokrito in tu smo morali narediti nek rez. Okrog so torej že kar v celem Pomurju občine, ki so manjše od nas in imajo velike ali pa podobne športne dvorane, kot jo mi komaj zdaj gradimo. Kljub temu, da je nekdanja skupna občina Gornja Radgona nekaj takih dvoran že gradila, je danes občina z 8500 prebivalci, z 2 velikima osnovnima šolama ostala brez takega športnega objekta in nedvomno si ga zaslužimo. Imamo pa tudi to velikansko prednost, da so na eni strani zaradi bližine državne meje in pa
bližine velikih turističnih kapacitet v Radencih, naši športni objekti izjemno dobro zasedeni, tudi takrat, ko jih domačini ne uporabljamo. Torej, k nam prihajajo v goste tudi eminentni nogometni in drugi klubi, ki želijo pri nas užiti na eni strani prostor Slovenskih goric, obmurskega prostora in uporabiti te čudovite športne objekte. Jaz se nadejam, da bo tudi ta del športne dvorane tak. In pa še ena stvar, mi nismo imeli prostora, pa ga zdaj pridobivamo, izvesti velikega dogodka, ki bi bil pod streho, zlasti takrat, ko je slabo vreme. Tukaj pridobivamo prostor, ko vendar lahko izvedemo dogodek, kjer lahko pod streho spravimo 1000 in več ljudi in imamo tudi kakšne take dogodke, kot jih v mestu Gornja Radgona zaslužimo. Do zdaj smo to počeli pod milim nebom in seveda jaz se spomnim enega dogodka na robu državne meje v Kotu, kjer je bil nekoč domoval Kompas. Smo imeli čudovit glasbeni večer, pa nam ga je na polovici presekala nevihta in smo ga morali ponoviti. Naša glasbena šola ga je izvedla, pa nas je bilo 1000, morda celo več, da je lahko na varnejši način tudi pripravimo kaj takega. Spremljajoči kulturni program so svojimi nastopi popestrili učenke in učenci iz učitelji osnovne šole in glasbene šole Gornja Radgona. Besede župana ob tem, ko želje postavijo resničnost, ta temeljni kamen je zaveza za včeraj in jutri. Toliko smo vam pripravili v tokratni osrednji informativni oddaji televizije AS. Spremljajte nas še naprej, do prihodnje osrednje informativne oddaje v sredo, pa vse dobro.